Pred dobre pol leta sem takšno prenovljeno Corso prvič vozil po okolici Kana. In že takrat so Oplovci povedali, da je bolj kot popravki luči in odbijačev zanimiva zdaj možnost individualizacije in posebni paketi. Kot je tale OPC Line, ki bo marsikoga preslepil, da gre za pravo brutalno OPC-ko. Pa ne gre. Tukaj pod pokrovom že skoraj prešibak 1,4 litrski bencinski motor. Prešibak pravim zato, ker je treba avtomobil ves čas priganjati, če se želite voziti normalno. Zato tudi poraba dobrih 8 litrov. Avto torej za vse tiste, ki jim ni do dinamike, vseeno pa imajo radi avtomobile športnega izgleda. No, vse to pa seveda tudi nekaj stane. Krepko čez 16 tisočakov, kar spet ni malo. Je pa res, da po drugi strani avtomobilu tudi opreme ne manjka. Celo navigacijo ima. Se pa Corsi leta malce že poznajo. Nekateri materiali niso najboljši, tukaj nekaj škripa, navigacija bi lahko bila postavljena malce višje, no menjalnik pa je treba skoraj prositi, da brez zatikanja skoči v tretjo prestavo. In ta stikalo na volanu postavljena tako zoprno, da se jih s prsti ves čas dotikamo. Seveda, če držimo pravilno volan, drugače pa ne. Corsa je vseeno prijetna, s toliko dodatne opreme ne ravno najbolj poceni, ampak vsekakor zelo opazna. Vprašanje je le, če vam z dinamičnimi dodatki ne bo vzbudila želje po bolj dinamičnih zmogljivostih. No tudi v tem primeru se najde rešitev v obliki prave OPC-ke.